Lepo pozdravljeni. Jaz sem poimenoval svoj prispevek z naslovom Inteligentni dizajn. Dizajn je tujka, ampak se mi zdi, da v slovenščini nimamo prav adekvatnega izraza, ki bi opisal vse to, kar zajema ta angleška beseda. Na nek način povzema nekaj, kar bi lahko imenovali oris, mogoče zasnova, načrt, a ne oblikovanje. Tako. Zanimalo me je predvsem to, kako, oziroma kaj je tisto, kar bi lahko poimenovali nek skupni imenovalec v celotni kreaciji, kar v bistvu povezuje tisto, kar je lepota, ali pa tisto, kar je, kot je do tega se lotila Barbara, razumska strancizanje. Tega, kako mi to dojemamo, kako doživljamo to stvarstvo in samega sebe. Zanimalo me je, kako današnja znanost gleda na v bistvu to kreacijo, na te stvari in v bistvu sem poskušal potem postaviti neke stične točke z tem, s čimer se prvenstveno ukvarjamo v bistvu vsaj jaz osebno z teozofijo oziroma to, kar poimenujemo tudi prastara modrost. Za znanstvenike je dandanes samo po sebi umevno, da vesolje deluje v skladu z zakoni. Celotna znanost temelji na tem, kar je James Trefil poimenoval načelo univerzalnosti. To pravi, da zakoni, ki jih tu pa tam odkrijejo znanstveniki v laboratorijih, veljajo povsod v vesolju in da delujejo že skozi od začetka kreacije. Fizik Eugene Wigner pravi, da je matematično ozadje nekaj skrivnostnega in da zanj ni racionalne razlage. Zakaj je narava matematična, je skrivnost, pravi. Dejstvo, da vsemu vladajo določena pravila, je neke vrste čudež. Fizik Paul Davies pravi k temu. Biti znanstvenik pomeni, da moraš imeti prepričanje, da v vesolju vladajo zanesljivi, nespremenljivi, absolutni in univerzalni matematični zakoni nedoločnega izvora. In zakaj je vesolje tako dosledno v svojih zakonih? Po prepričanju mnogih ima to opraviti s simetrijo. A pri tem dejansko ne vemo, zakaj je simetrija vladajoče načelo v vesolju. Realnost je preprosto takšna, da ko iščemo red, slednjega tudi najdemo. Če reda ne bi našli, potem tudi ne bi bilo nobene znanosti, dejansko nobene izkušnje. Stephen Hawking, tudi fizik, astrofizik, kozmolog, pravi, že samo dejstvo, da je vesolje ustvarjalno in da so zakoni omogočili pojavljanje in razvoj do točke zavesti, z drugimi besedami, da je vesolje organiziralo svoje lastno samozavedanje, je močan dokaz za to, da se v ozadju vsega nekaj dogaja. Pravi. Gre za prevladujoč vtis o določenem dizajnu, se pravi stvarnemu, načrtu, oblikovanju. Če je temu res tako, če je vesolje oblikovano, zasnovano z nekega vira, potem se moramo vprašati, kdo ali kaj je neznani oblikovalec. Znanstveniki, ki so postavili temelje sodobne znanosti, Newton, njegovi sodobniki, oni so verjeli v neko počelo iza vsega stvarstva. In so bili prepričani, da ko se ukvarjajo z znanostjo, da odkrivajo božanski načrt za vesolje, ki se odraža v obliki nekega matematičnega reda.
Če pa povežemo to sodobno kozmologijo s starodavnimi idejami in kreativno evolucijo, nam to prinese presenetljive rezultate. In morda odgovor na to vprašanje, kdo je neznani oblikovalec. Kajti povezovanje področij fizike in metafizike omogoča izredne vpoglede in z njimi tudi razumevanje osnovnega vzorca življenja. Ezoterični nauk, na primer budizmu, brahmanizmu in celo v kabali, pravi, da od vekomaj obstaja neskončna in neznana esenca, ki v rednih in skladnih zaporedjih bodisi pasivna ali aktivna. Budisti menijo, da ne obstaja nek stvarnik, ampak neskončnost ustvarjalnih moči, ki skupaj tvorijo večno substanco, katere bistvo pa je nedoumljivo. Aktivno obdobje sproži širitev te božanske esence od znotraj navzven, v skladu z večnim in nespremenljivim zakonom, tako da je pojavno in vidno vesolje končni rezultat dolge verige kozmičnih sil, ki postopoma vstopajo v delovanje. Naloga ustvarjanja, kreiranja tega vesolja, torej pripada množici inteligentnih moči. Te pogosto v ezoteričnih spisih imenujejo arhitekti ali graditelji vesolja. Celotno vesolje naj bi vodile, nadzorovale in oživljale skoraj neskončne množice hierarhij čutečih bitij, od katerih ima vsaka svoje poslanstvo in ki se neskončno razlikujejo v svojih stopnjah zavesti in inteligence. Zdaj pa nazaj k simetriji. Izraz simetrija izhaja iz grške besede sum, kar pomeni z ali skupaj, in pa metro, mera. Torej, določene razmerje s funkcijo usklajevanja različnih elementov v združeno celoto. Se pravi, že od samega začetka je bil torej ta izraz, simetrija, tesno povezan s harmonijo in lepoto, kar je bilo v nadaljevanju tudi ključno za njeno vlogo v teorijah narave. Kajti za fizike je simetrija temeljna za opisovanje fizičnega sveta. Temeljna načela simetrije narekujejo osnovne zakone fizike, nadzorujejo strukturo materije in opredeljujejo temeljne sile v naravi. Premisleki o simetriji obvladujejo temelje sodobne fizike, tako kvantne teorije, kot tudi teorije relativnosti. Simetrija in matematični vzorci obstojajo povsod okoli nas. Tudi ti zakoni narave niso omejeni, zgolj na naš planet. Astronomi sedaj verjamejo, da je naša galaksija skoraj popolna zrcalna slika same sebe. In poleg te zrcalne simetrije ima Mlečna cesta še eno neverjetno obliko. Podobno kot pri školjki Nautilus in Sončnici je vsaka njena roka logaritemska spirala, ki se začne v središču galaksije in se širi navzven. Če govorite s fizikom, predvsem s teoretičnim fizikom, o sodobnih teorijah in zakaj so te takšne, kot so, lahko postane liričen glede lepote in preprostosti enačb, pri čemer je simetrija podlaga za takšno estetsko presojo. Danes tudi najbolj posvetni znanstveniki domnevajo, da narava uteleša ne le red, temveč tudi preprostost in lepoto. Simetrija je ključni dejavnik za določanje estetskega videza nekega predmeta. Astrofizik Mario Livio se sprašuje, ali naša biološka preferenca za simetrijo pristransko vpliva na naše dojemanje sveta, tako da ljudje na njeni podlagi opredeljujejo, kaj je lepo in celo to, na kakšen način obravnavamo znanost.
Ker so naši možgani tako fino uglašeni na odkrivanje simetrije, pravi, je mogoče, da tako orodja, ki jih uporabljamo za določanje zakonov narave, kot tudi naše teorije same po sebi, vključujejo simetrijo deloma tudi zato, ker nas naši možgani zapeljajo v simetrični del vesolja. Celo tako majhni stvari, kot je snežinka, vladajo zakoni reda, saj večina snežink razkriva 6-kratno radialno simetrijo z izpopolnjenimi identičnimi vzorci na vsaki od svojih vej. Tudi ljudje imamo dvostransko simetrijo in nekateri znanstveniki verjamejo, da je simetričnost osebe najpomembnejši dejavnik, ali jo imamo za fizično lepo ali ne. Simetrija v umetnosti je lepota v privlačni in urejeni obliki. To je ponavljajoča se vizualna kompozicija, ki sproži strast v vseh človeških ljudeh. Simetrični vzorci v naravi so zato vplivali na umetnike in arhitekte skozi zgodovino in igrali pomembno vlogo na oblikovanje našega okolja, kot tudi na ustvarjanje naše kulture in družbe. Uporaba simetrije v naravi je tako močna, da jo je fizika uporabila tudi pri razvitju enotne teorije polja. Kaj pa je lepota? Nemški filozof Arthur Schopenhauer je verjel, da obrazci iz vesolja, tako kot na primer večne platonske oblike, obstajajo onkraj sveta izkušenj in da se estetsko zadovoljstvo doseže s kontemplacijo v teh oblikah. To pa dejansko predstavlja sredstvo za pobeg iz bolečega sveta dnevne izkušnje. Prirojena nagnjenost ljudi, da jih privlači simetrija in naravna želja po sreči, vodita do premise, da je simetrija dejansko in resnično tudi simbol lepote. V svoji novi knjigi Nobelov nagrajenec, ameriški teoretični fizik Frank Wilczek sprašuje, ali je svet umetniško delo? Po njegovem mnenju je v primerjavi z drugimi vejami znanosti teoretična fizika dala izjemno veliko znanstvenih estetov, vključno z Albertom Einsteinom in Pavlom Dirakom, ki sta oba razkrila teoriji, ki jo nasplošno označujejo kot lepi in podobni velikim umetninam. Tako opisuje, kako je Einstein prinesel nov slog v razmišljanje o temeljnih načelih narave z uporabo lepote v obliki simetrije. Večne platonske oblike pa tudi po drugi strani metafizike povezujejo s tem, kar imenujejo sveta geometrija. Ta vključuje svete univerzalne matematične vzorce, ki se uporabljajo pri oblikovanju vsega v naši realnosti. Osnovno prepričanje je, da geometrijo in matematične razmerja, harmoničnost in proporce najdemo tudi v glasbi, svetlovi in kozmologiji nasplošno. Študijem narave teh vzorcev, oblik in odnosov in njih povezav lahko pridobimo vpogled v skrivnosti narave, v zakone in zgodovino vesolja. Estetsko najbolj prijeten proporc fi so uporabili številni umetniki vse od gradnje velike piramide. Učenjaki in umetniki vseh obdobij so z namerno uporabo tega naravnega proporca v umetnosti širili naš občutek za lepoto, za ravnotežje in za harmonijo. Prameni naše DNK, oroženica naših oči, snežinke, storži, cvetni listi, diamanti, veje dreves, školjka Nautilus, zvezda, okoli katere se vrtimo, galaksija, znotraj katere se vrtimo, zrak, ki ga dihamo in vse oblike življenja, kot jih poznamo, izhajajo iz brezčasnih geometrijskih kod.
Sodobni znanstveniki so zasmehovali to idejo vse od leta 1980, vse do leta 1980, ko je profesor Robert Moon na Univerzi v Chicagu dokazal, da je celoten periodični sistem elementov, dobesedno torej vse, kar obstaja v fizičnem svetu, da vse to dejansko temelji na 5 temeljnih geometrijskih oblikah. Sedaj v sodobni fiziki, kemiji, biologiji na novo razkrivajo svete geometrijske vzorce kreacije. Na prelomu 19. stoletja se je v umetnosti pojavilo gibanje, ki je bilo odziv na više zavedanje o kozmičnih resnicah in pojavljanje v teozofije. Moderna abstraktna umetnost je bila vidna manifestacija duhovnih idealov, ki so se izrazili preko naukov teozofije in drugih izročil večne modrosti. Umetniki tega gibanja, Vasilij Kandinski, František Kupka, Pit Modrijan in pa Kazimir Malevič, so bili pismouki, ki so slikali to, kar besede niso mogli izraziti. Abstrakcija je brezobličen glas, ki raztaplja meje konkretnega predmeta, da bi omogočil pretok kozmične svetlobe na pripravljeno platno, na mesto, kjer notranje in zunanje kraljestvo duhovnosti začne nov ustvarjalen proces. Ko opazujete globoko umetnino, lahko angažirate iste nevrone kot umetnik, ki je delo ustvaril. S tem ustvarjate nove nevronske poti in spodbudite stanje navdiha. Ta občutek, biti potegnjen v sliko, se imenuje utelešeno pojmovanje. To pojasnjuje, zakaj se počutimo, kot da sanjamo, ko gledamo dela impresionistov, kot na primer Clauda Moneja, ali kot da imamo ekstatično vizijo, medtem ko gledamo sliko Alexa Greya. Sposobnost umetnosti, da nas v povezavi z našo lastno domišljijo popelje v druga kraljestva zavesti, je osupljiva. V okviru vizionarskega umetniškega gibanja prevladuje ideja, da je ustvarjalnost pot do božanskega. To vključuje samo ustvarjanje umetnosti, pa tudi združevanje z namenom spodbujanja ustvarjalnega izražanja v vseh njenih oblikah. Ustvarjalnost je lahko eno od največjih orodij človeka, umetnost pa odličen učitelj na naši evolucijski poti. Omenil sem že, da je fizik in Stephen Hawking rekel, da je že samo dejstvo, da je vesolje ustvarjalno in da so zakoni omogočili pojavljanje kreacije do razvoja do točke zavesti. To misel potem nadalje razvija filozof David Chalmers, ki pravi, oziroma povabi k novi paradigmi v znanosti, po kateri naj bi bila zavest temeljni in morebiti univerzalni gradnik narave. Zanj je zavest temeljni vidik našega obstoja. Pravi tako, o njej ne moremo bolj neposredno vedeti nič, toda hkrati je najbolj skrivnosten pojav v vesolju. In če že ne moremo razložiti zavesti v smislu obstoječih osnov prostora, čase, mase in naboja, potem moramo razširiti naš seznam temeljnih zakonov in domnevati, da je tudi zavest sama po sebi temeljni gradnik narave. Ta domneva bo odprla pot za znanost, da bo začela preučevati temeljne zakone, ki urejajo zavest, in raziskovati povezavo z obstoječimi zakoni. Druga ideja, ki jo predlaga Chalmers, je, da je lahko zavest univerzalna in da ima vsak sistem vse navzdolj do osnovnih delcev določeno stopnjo zavesti. Prepričanje, da je univerzalnost zavesti tista, ki nam lahko pomaga premostiti vrzel med zavestjo in fizičnim svetom v znanosti. To
pa je za tiste, ki se ukvarjajo s prestaro mladostjo, dokaj blizu in znano. Se pravi, znanost sedaj se dejansko približuje temu, kar v bistvu pripoveduje ali pa razgrinja, razodeva prestara mladost. In tako se sedaj na začetku 21. stoletja začenjata povezovati znanost in metaznanost, da bi spoznali naravo realnosti, ki temelji na sveti geometrijski zasnovi. Spomnimo se, da tajni nauk Helene Petrovne Blavatsky poudarja, da zavest izhaja iz prejšnjih stanj zavesti, prav tako kot tudi materija izhaja iz prejšnjih stanj snovi in da sta ti dve večno in neločljivo povezani. In na to, da deluje s pojasnilom, da zavest in materijo povezuje dinamična energija, ki vtiskuje ideje božanske misli preko arhitektov naših vidnih svetov v kozmično snov s pomočjo tako imenovanih zakonov narave. Ali z besedami tajnega nauka, ki svoje 3 temeljna načela začenja pojasnjevati z virom obstoja, z vseprisotnim, večnim, brezmejnim in nespremenljivim principom, o katerem je vsako razmišljanje nemogoče. To ali ta je neskončni in večni vzrok, brezkorenski koren vsega, kar je bilo, je in vedno bo. Brez atributov, brez kakršnega koli odnosa do manifestiranega, omejenega bivanja. Je prej bitnost kot pa bivanje. To bitnost pa simbolizira ta absolutni abstraktni prostor, absolutno abstraktno gibanje, ki ga simbolizira tudi termin veliki dih. V tej metafizični triadi edina realnost, zavest in materija, iz katere izhaja vsa manifestacija, veliki dih prevzema značaj predkozmične ideacije. To je vir in izvor sile in vseh individualnih zavesti, ter priskrbi vodilno inteligenco za obsežen načrt kozmične evolucije oziroma za ta inteligentni dizajn, o katerem smo poskušali danes razmišljati. Hvala.